Danes v Pomurskem dnevniku. Dvig povprečnin. Pomurska poslanka, podpredsednica Svobode. Otvoritev specializirane trgovine. Mlado vino Pubec. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Robert Golob in minister Klemen Boštjančič sta se sestala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Spregovorili pa so o višini povprečnin za leti 2024 in 2025. Kot je po koncu srečanja dejal premier, je bil dosežen dogovor. Dosegli smo dogovor. Dosežen je dogovor o tem, da se povprečnina dvigne na 725 evrov na prebivalca, ter da se dodatnih 20 milijonov med občinami razdeli po formuli, ki so jo predlagali v Skupnosti občin Slovenije. S tem bo doseženo dvoje. Zajeli bodo dvig stroškov v javnih zavodih, ki jih imajo občine, po drugi strani pa bodo pričeli z izravnavo, kajti vse občine nimajo enakih bremen oziroma enakih storitev za državljane. Golob se zaveda, da s takim kompromisom ni povsem zadovoljen nihče. Ampak taki so najboljši kompromisi. In s tem bi se tudi ustavil. Ob tem je bilo izpostavljeno, da je vlada prisluhnila argumentom občin. Te pa so razumele finančne omejitve, ki so upočasnile državo, sploh zaradi poplav in sanacije škode po neurju. In seveda je bilo treba na nek način najti tudi formulo, kako na eni strani ohraniti to razvojno naravnanost slovenskih občin, ki vemo, da so pomembna trdnost našega sistema, in na drugi strani, da tudi občine pomagajo v tej težki situaciji, ki prizadela cela država. Na srečanju pa so govorili tudi o načinu, da formulo zapišejo v zakon, ter se s tem izognejo vsakoletnim pogajanjem o višini povprečnine. Sicer se z doseženim kompromisom strinjajo tudi v Združenju občin Slovenije. Jaz sem zadovoljen, da smo prišli do kompromisa. Tako je predsednik vlade rekel, smo vsi malo nezadovoljni. Mislim, da dodatnih 70 milijonov, za kolikor smo se dogovorili, da je številka, ki se jo da sicer s tisnimi zobmi zagovarjati tudi strani občin, je pa, tako je bilo rečeno že večkrat, ogromno sredstev bo šlo v obnovo Slovenije in ogromno sredstev seveda bo šlo tudi preko občinskih sistemov. Res je, da bo potrebno vsa ta suport tudi strani občin vzdrževati oziroma sfinancirati, vendar mislim, da je predlagan kompromis v redu. Minister za finance je izpostavil, da je vesel, ker se je večina pogovorov med vlado in občinami odvijala za zaprtimi vrati, kar je po njegovem tudi eden od glavnih razlogov, da so dosegli dogovor. Tudi on je pozdravil odločitev, da se sredstva delijo po formuli. Zelo pomembno je, da smo prvič naslovili, da del teh sredstev za povečanje ne gre avtomatsko pa proporcionalno vsem občinam, ampak se bo delil na podlagi formule, torej predvsem tistim občinam, ki so podfinancirane. V Gibanju Svoboda je prišlo do sprememb. Ker Urški Klakočar Zupančič po lastnih besedah opravljanje funkcije predsednice Državnega zbora jemlje ves čas, se je po tehtnem premisleku odločila, da odstopi z mesta podpredsednice Svobode. Včeraj je bila na njeno mesto imenovana pomurska poslanka Sara Žibrat, ki je vesela, da je predsednik vlade prepoznal njeno dosedanje delo. V javnosti so zaokrožile informacije, da naj bi predsednik vlade k odstopu pozval predsednico Državnega zbora, a ta to zanika. Slednja pa je sporočila, da ne bo več podpredsednica Gibanja Svoboda. Za novo podpredsednico je bila po seji sveta stranke imenovana Sara Žibrat, ki je bila sicer kot poslanka izvoljena v volilnem okraju Ljutomer. Mlada poslanka je na svojem družabnem omrežju zapisala, da je zelo hvaležna Robertu Golobu, ki v mladih prepoznava potencial za razvoj. Zahvalo je namenila tudi kolegom, ki so soglasno podprli njeno izglasovanje. Kot je izpostavila, odločitev ni bila preprosta. S sabo nosi odgovornost, a v želji, da bo glas mladih, Prlekov in Pomurja, jo z veseljem sprejema. Po sprejeti odločitvi se je oglasil tudi Golob, ter dejal, da je ob vseh sočasnih dogodkih sporočilo seje sveta jasno. Ostajajo trdni in enotni, vedo, da so tu zato, da uresničujejo voljo volivcev,
ob vsem pa ne bodo dovolili, da bi kdorkoli rušil stranko. Danes je svoja vrata odprla specializirana trgovina, ki deluje v sklopu Splošne bolnišnice Murska Sobota. Specializirana trgovina je namenjena vsem pacientom, obiskovalcem bolnišnice ter hkrati tudi zaposlenim. Saj vsem nedvomno olajša logistiko. Kajti, ko smo razmišljali o odprtju specializirane trgovine, smo imeli pred sabo, da recimo v povprečju nas dnevno obišče preko 1000 obiskovalcev naše bolnišnice in pa tudi zaposlenih je preko 1200. Tako da na ta način z odprtjem te specializirane trgovine seveda na nek način sledimo tistemu cilju, da našim pacientom in pa tudi zaposlenim ponujamo čim boljšo storitev, čim boljšo korist. Vsi govorimo, da moramo čim več narediti za naše paciente in mislim, da lahko tu si vzame pač stvari, ki jih uporablja, ki jih rabi, da ne rabi iti nekam drugam v Mursko Soboto ali v Lendavo ali v Gornjo Radgno na Ljutomer in da lahko potem gre domov. Mislim, da smo v prvi vrsti poskrbeli za njih. Investicija, kot poudarja Ratkaj, ni bila visoka. Investicija ni bila velika iz razloga, ker smo imeli prostor, ki je bil nezaseden, tako da smo praktično ta prostor zdaj zapolnili, s tem nismo nič, bi rekel, porabili, ampak smo samo pridobili tudi glede na, bi rekel, na spoznavnem vidiku bolnišnice, kar s tem bodo tudi pacienti pač prišli v specializirano trgovino in bodo na ta način tudi spoznali še ta del, ki je bil prej nezaseden. Tako da z drugega vidika smo tudi zaposlili v lekarni naše zaposlene, tako da če gremo razmišljati o finančnem vložku, ki pa tu ni v prvi vrsti, je bil minimalen. Pubec je štajerski izraz za fanta, beseda pa v projektu Pubec nagajivo simbolizira mlado vino. Samim projektom se povezujejo štajerski vinarji, ki pridelujejo mlado vino. Je pa Pubec tudi skupno ime blagovne znamke. Pubeci 2023 bodo v predaji od 27. novembra. Ideja je sicer stara že več kot 10 let, se pa dokončno ime Pubec rodilo v hiši Stare Trte. Nas je bila ena zanimiva druščina in smo nekako malo brainstormali, kot se temu reče, iskali ime in najbolj naravno je kar priletel sam od sebe, je bil ta Pubec. Kaj pa sploh je mlado vino? Mlado vino po definiciji je vsako vino, ki je 30 dni od trgatve in je lahko v prodaji do zadnjega januarja. In kaj je značilno za mlado vino Pubec, ki je že prepoznana blagovna znamka? Mlado, sveže, iskrivo, dišeče, Pubec. Gre za belo vino, ki vsebuje med 10,5 in 12,5 odstotka alkohola, ter spada med suha ali polsuha vina. Vina, ki so pri Pubecu, imajo obešanko in s to obešanko, kjer piše, da je to mlado vino in kateri letnik je, lahko vsaki, ki pije vino, takoj ve, da pije vino, ki je del naše skupne blagovne znamke Pubec in da je to mlado vino. Letošnja letina je bila sicer zahtevna, sploh zaradi neugodnih pogojev za rast trte. Že samo vreme je vplivalo na to, da je bila cvetenje malo kasneje, da je potem bilo veliko dežja, da so bile temperature in visoke in nizke in vse. Dozorevanje grozdja je zaostajalo za približno 14 dni. Ampak kasneje se je to nekako začelo uravnavati, dohitevati in trgatve so kljub temu bile teden, 10 dni kasneje. Sodelovanje sicer štajerske vinarje povezuje že 9. leto. Cilj pa je približati mlada vina tako domačemu kot tujemu trgu. Salon štajerskih mladih vin Pubec je eden najodmevnejših vinskih dogodkov, ki bo letos v mariborski prestolnici potekal že 8. in to 3. novembra v Minoritski cerkvi. V slovenskem glavnem mestu pa 5. in sicer 8. novembra v festivalni dvorani. Letošnji Pubec pa ima tudi mlad obraz, ki je tesno vpet v promocijo. Predstavnica Pubeca priznava, da jih je blagovna znamka na poseben način povezala. Najbolj se mi zdi pomembno to, da zdaj že res zelo veliko mladih, torej hčerke, sinovi od vinarjev, ki hodijo na te dogodke in se med sabo že povezujemo, mi ta mladi. In to mi je res zelo všeč, da se povezujemo, sodelujemo. Od 27. novembra bo tako 18 mladih štajerskih vin Pubec tudi v uradni prodaji. 25. oktobra obeležujemo dan suverenosti, državni praznik,
s katerim se spominjamo enega ključnih osamosvojitvenih dogodkov. Odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade s slovenskih tal pred 32 leti. Državni praznik, ki sicer ni dela prost dan. Vlada Republike Slovenije je praznik uvedla 9. marca 2015. Njegov namen pa je poudariti in utrjevati pomen suverene države. 25. oktober namreč predstavlja dan, ko je Slovenija ne le formalno pravno, temveč dejansko postala suverena država. Kot osrednji se beleži dogodek, ko je iz Luke Koper odplula ladja z zadnjimi vojaki. Zgodil pa se je na ta dan. Ob 23:45 je našo državo zapustil zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade. Kot zadnji pa je slovensko morje zapustil trajekt Venus v prvih minutah 26. oktobra 1991. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan. V Krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 17, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu pretežno oblačno. V hribovitem svetu lahko pade kakšna kaplja dežja. Drugod se bo po oblačnem jutru čez dan prehodno delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 18, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 11 do 12, podnevi okoli 18 stopinj. V noči na petek se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte. V petek dopoldan bo še oblačno in deževno, sredi dneva pa bo dež od zahoda ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. V soboto bo na Primorskem in Notranjskem večinoma oblačno. Občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 7 do 15, čez dan od 17 do 21 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.